nikoli ne more biti capex manjši od amortizacije, mora biti vedno isti ali pa večji. Lahko je kratkoročno 3 leta, ampak neskončnost pa ne sme biti, če narediš to napako, ful preceniš podjetje. Zato, ker logika je ta, da če ti kupiš avto, pa si taksi služba, boš po 5 letih moral menjati avto. Torej, boš vedno mogel po 5 letih ali pa 6 ali pa koliko pač kupiti nov avto in zaradi tega boš mogel toliko, kot imaš amortizacije, vedno potem spet vložiti noter. In v povprečju to pomeni, če bi vsako leto malo novega avta kupil, da neskončnost mora biti investicije iste kot amortizacija pri projekcijah. Tako da v bistvu moraš vedno paziti na to, pa tudi to je ena napaka, ki se dela. To dosti krat vidiš v cenitvah, kjer naredijo napako. Ena stvar, ki je pri določitvi te diskontne stopnje še pomembna. Zdaj, če čisto tako gledate, kaj dobite, če rečete, da 1 milijon evrov, če delite za 10%, v neskončnost dobite 10 milijonov. Če delite za 15%, dobite ne vem koliko, 8 koliko, ne vem, ful manj, ne. Torej, nam vrednost pada s tem, kako donosno zahtevamo. In so lahko razlike ful visoke, glede na to, kako diskontno stopnjo vzamemo. V Sloveniji se pri teh cenitvah, ki so se delale, so vsi prenizke te stopnje imali. Zato, ker so rekli, dolg je ful poceni, pa lahko ful dolga uporabim za podjetje kupiti. Ali pa podjetje bi lahko imelo ful dolga. In so čist narobe ocenili. Pa še ena stvar je, da je logika za temi cenitvami ta, da rečeš, da ti vlagaš portfeljsko, da v bistvu vlagaš v več podjetij na borzi in je tvoja zahtevana stopnja donosa za kapital takšna, kot bi morala biti, če vlagaš na borzi. Mogli bi pa upoštevati pri teh podjetniških idejah, pa pri tem, ko investiraš, donos, ki ga zahtevajo skladi rizičnega kapitala. To, ker sklad rizičnega kapitala pa na svoj kapital zahteva tam med 25 pa 40%. To so na nove projekte ali pa na neke take zelo rizične projekte. In potem povprečje, če gledamo, da je dolg pa 5%, pa da je dolga v trenutnih razmerah lahko pri transakcijah ali pa pri projektih 40-50%, realno si lahko zračunate, koliko je pol v bistvu pride tam okoli 15 diskontna stopnja. Zato, ker če vzajmo 50%, je 2,5 pa 12,5, je to točno 15%, ne? Če vzajmo 50%, 50% dolga po 5%, pa 50% kapitala po 25% donosnosti. Pri drugi metodi, ne, ko pa delimo čisti dobiček, ko delimo cash flow za kapital, pa to delimo direkt z temi donosi, ki jih zahtevajo skladi ali pa ki jih zahtevajo pač privatni investitorji. To je še ena predstavitev, ko sem imel enkrat tam leta 2008, ko so bili ti menedžerski odkupi ful aktualni, pa dejansko, ko sem predstavljal, kakšna je struktura tega, pa v bistvu kako gre takšno zadevo speljati. Menedžerske odkupe gre še vedno speljati, pa se tudi še vedno dogajajo. S tem, da so to menedžerski odkupi, kjer podjetniki hoče iti v pokoj, naprimer, ali pa obrtnik, ki gre v pokoj, ali pa nekdo, ki se mu ne da več delati, proda svoje podjetje nekemu drugemu podjetniku, ki hoče se s tem ukvarjati. To je menedžerski odkup. Ne. Jaz v tem ne vidim čist nič slabega, pa dejansko se v tujini pa posod delno to financira tudi s kreditom. Zato, ker če bo šel gostilničar kupiti novo gostilno,
bo najel kredit, pa bo šel kupiti novo gostilno. Če bo šlo podjetje nov stroj kupiti, bo pač najelo kredit. Zdaj pa samo je odvisno od banke, koliko kredita bo pripravljena dati. In pri nas je pač bil problem, ne v teh ljudeh, ki so hteli firme kupovati, ampak v bankah, ki so odobravale takšne kredite, kot so jih. Ne. In če čisto pogledamo tipično strukturo menedžerskega odkupa, to sem že zadnjič narisal, imamo prevzemno projektno podjetje, kjer se damo denar in podjetje odkupi. To v bistvu zdaj govorim iz stališča tega, ker je cenitev za tak odkup podjetja lahko ima malo drugačno logiko, kot pa cenitev čistaga klasična, kjer rečemo, podjetje je vredno, ne vem, toliko, ko ima kapitala ali pa malo več, pa večkratnik ali dobička ali teh dobička iz poslovanja pred amortizacijo, dobička iz poslovanja. Mogoče predem grem na to, bi še samo take ključne, tiste številke povedal, kakvi so približno tisti večkratniki. Zdaj, večkratnik dobička, ne, to se ponavadi giblje med zdaj v kriznih časih tam med 8 do 12 kratnikov tega čistega dobička. Pol EBITDA, če ogledamo, so se v teh dobrih časih se je to po 7-8 kratnikov gledalo. Zdaj se, na primer, zdaj se plačuje med 4 pa 7 kratnikom EBITDA. To so take transakcije, ki jih delajo skladi ali pa privatni investitorji za aktivo. Torej, to je market value of capital, ne? In potem se še od tega dolg odšteje, pa nepotrebna sredstva v podjetju. To so dejansko vrednosti, po katerih se delajo transakcije. Jaz sem imel primere zdaj, ko je proizvodno podjetje in gre proizvodno podjetje do sklada rizičnega kapitala, pa reče, da bi se oni prodali temu skladu. In sklad pač jim reče, da jim bo plačal 5-kratnik EBITDA. In na tak način delajo skladi. Zdaj pač večji, ko ima potencial rasti podjetje, večji večkratnik plačajo, pa boljši kot je management, pa še drugi faktori so. Pa dejansko na tak način gledajo. Zdaj, price to book ne moreš povedati točno, koliko je. Ponavadi je pri teh manjših podjetjih večji kot knjigovodska vrednost, ampak če kupiš za v bistvu manjši rizik imaš, če kupiš po nižji vrednosti glede na knjigovodsko. Tako da ful je pomembno pogledati ta price to book value, ko kupuješ samo podjetje. Zato, ker imaš manjši riziko, če kupiš po nizki vrednosti. Drugače pa čisto po sektorjih odvisno, glede na prodajo, glede na dobiček iz poslovanja. Vse dobiček iz poslovanja tudi so dobiček iz poslovanja proti ceni je ponavadi tam med 5 pa 10 bil. To je tak iz Anglije, na primer, podatki. Je pa ful vpliva na to tudi stopne obdavčitve. V Sloveniji, na primer, zdaj 21%, v Angliji imaš zlave 35 ali nekaj takega, ne? Kar pomeni načeloma, da bi, če ti toliko država pobere, morale biti cenitve tam, glede na dobiček iz poslovanja, nekaj nižje kot pri nas. Je pa res, da spet to je najbrž zdaj bolj 5, ko pa kaj druga, ali pa 6-7. Pri teh menedžerskih odkupih je pa ponavadi struktura takšna, da so zraven še investitorji v kapital. Jaz takrat, ko sem delal, ko so se delala ta svetovanja za menedžerske odkupe, sem delal nekaj